pozdravljeni torej na predstavitvi knjige Subkulture. Subkulture izdaja oddelek za sociologijo na Filozofski fakulteti v Mariboru. Najprej torej predstavljam dr. Andreja Natererja, ki je tudi urednik tega zbornika, in seveda tudi dr. Aleša Mavra, ki je soprispeval članek k temu zborniku. Najprej torej Subkulture, številka je že 13. po vrsti. Kdaj so začele izhajati? Začele so izhajati torej v subkulturnem azilu v Mariboru pri tej založbi in kdo je dal seveda pobudo, da se to začelo? Pobuda je prišla od dr. Fištraca, ki je takrat pred toliko leti dobil idejo, da bi oblikovali en zbornik, ki bi po eni strani obravnaval pomembna vprašanja, pomembne teme, tisto, kar se družboslovcem, humanistom in ostalim, ki se s temi vprašanji ukvarjajo, pletejo po glavi. Po drugi strani pa tudi, da se oblikuje ena zadeva, ki bi bralcem omogočala soustvarjanje in sodelovanje pri teh vprašanjih, mogoče kot pisce, mogoče kot nekoga, ki bi rad debatiral, mogoče samo kot bralce. In potem je nastala ena taka sinergija med sodelavci na oddelku, med študenti in ostalimi zainteresiranimi in je nastal ta zbornik. Glede na to, da je to namenjeno tako torej študentom, raziskovalcem, z tega področja, kakšna pa je interakcija? A so študenti zelo odzivni na ta zbornik? V časih, ko sem jaz začel pri zborniku sodelovati tudi kot študent in sem bil povabljen zraven kot avtor, da dobi se možnost, da objavim to svoje raziskovalno delo, s katerim sem se pač takrat začel ukvarjati. Takrat je bila to ena zelo pomembna zadeva. Se pravi, dobil si format, malenkost resnejši, kot so recimo blogi ali pa te, bom rekel, elektronske oblike, v nekaj, kar sem v roko prijel. In meni se je to zdelo takrat strašno pomembno in sem strašno resno to zadevo vzel. In potem, ko sem začel delovati najprej kot sourednik in potem, ko sem uredništvo prevzel, so se pojavljali tudi takšni študentje. Tisti, ki so bili zraven povabljeni, eni so vzeli to strašno resno, potem, ko eni so to vzeli pač malo manj resno in so najprej pokazali neko navdušenje, ampak potem, ko je bilo treba tekst spisati in oddati, je to navdušenje uplahnilo in na koncu recimo tudi niso več telefona dvignili oziroma se niso na mail odzvali. Hočem povedati to, da ljudje so vse so takšni in drugačni. Glede izbir teme, 12. in 13. številka sta podnastavljeni socializacija in socialne formacije. Kako torej pride do neke skupne teme oziroma tematike? Ali to gre za samo aktualizacijo ali pač preprosto se neka tema izbere? Jaz mislim, da oboje. Zdaj bom govoril kot urednik. Kot urednik sem zmeraj na preži za dvema plenoma sledim hkrati. Prvi je, oziroma prvi cilj je, pa eden od dveh ciljev je, najti neko zanimivo generalno temo, ki se v družbi odvija. Pa ne, mislim, mogoče nekaj, kar je manj očitno, ampak vseeno zanimivo. To je ena zadeva, najti nekaj aktualnega in na ta način številko približati bralcem in vsem zainteresiranim, se pravi, point tega je, da ljudje to berejo. Po drugi strani pa tudi biti na preži za mladimi, pa mogoče tudi manj mladimi, glavno za tistimi produktivnimi avtorji, tisti, ki se ukvarjajo z neko pomembno zadevo in hkrati premorejo tudi dovolj neke notranje motivacije pa spretnosti, da potem to, s čimer se ukvarjajo, zapakirajo v format, ki je primeren za objavo in so pripravljeni sodelovati. Recimo študente, to je recimo tudi pomembna tematika, kako jih torej vključiti v pisanje znanstvenih člankov? Seveda, ko se piše seminarske naloge, diplomske naloge, to še zmeraj ni takšna znanost. Kaj pa tukaj? Kako je torej treba mladega študenta, nadobudnega študenta spodbujati, da
To je, po mojem mnenju, pač rezultat neke vzgoje. Mislim, te vzgoje, ki se jo gremo mi tukaj na fakulteti. In tisti profesori, ki premorajo dovolj energije, pa imajo tudi možnost vzgajati študente v to, da so sposobni artikulirati svoje ideje, pa svoje misli v nekem formatu. Ti profesori seveda boljše pripravijo te študente. Jaz osebno jih stimuliram k temu, da seminarska naloga že piše na ta način, se pravi od ideje do izvedbe se že izoblikuje neka groba forma, oziroma so že ti koraki grobe narejeni, na kak način naj znanstven članek izgleda. Po drugi strani pa je potrebno vzgajati tudi samo artikulacijo misli, se pravi poglavje v znanstveni monografiji ali pa znanstven članek se zgodijo skozi neke korake in ti koraki so pač vnaprej predvideni in potrebno je najprej misel uskladiti s temi koraki, da potem pisanje sledi misli, da je stvar konsistentna in da ima rdečo nit in da ima začetek in konec in vsebino in vse te zadeve v misli. Včasih se zgodi, ampak to je res včasih, da so izdelki že ob zaključku, se pravi, da je diplomska naloga ob zaključku primerna za objavo. Seveda to zahteva potem še predelave, koncentracije ali pa poudarki na nekih točkah. Ponavadi pa imajo diplomske naloge ali pa bom rekel te ideje, ki jih študenti razvijajo skozi proces študija, imajo neko seme noter, ki pa ga je treba pred objavo predelati. In v tej številki socializacija in socialne informacije je kolegica Patljakova zelo dobro predelala to, s čemer se je ukvarjala tekom študija, ukvarjala se z vprašanjem, zakaj mladi ostajajo doma oziroma grejo od doma, kaj so te motivacije zadaj, kaj so te strukture, ki na njih vplivajo in je odlično stvar predelala pod vodstvom svojega mentorja pri diplomski nalogi, ki sta si dala za nalogo, da bosta izdelala še objavo in sta jo izdelala in jaz mislim, da je stvar super uspela. Ja, članek je res aktualen in tudi seveda zelo dobro napisan. Sedaj pa samo vprašanje. Torej, socializacija in torej socialne informacije je torej podnaslov, kot sem že omenila. Zakaj recimo tu bila ta odločitev za to? Tu je prišlo do ene sinergije. Opazil sem, da je, oziroma že nekaj časa sem imel idejo, da bi objavil eno tako zadevo, ki bi jo bilo mogoče združiti z študentsko populacijo, se pravi po celem spektru. Kaj bi bilo zanimivo študentom sociologije, pa tudi drugih smeri, v prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem letniku in bi bilo po eni strani zanimivo branje, uporabno za študij, uporabno za diskusije potem na štuku, ali pa mogoče še kje drugje. To na eni strani, na drugi strani pa seveda, kaj so avtorji, ki bi jih lahko združil v neko skupino pod tematsko številko in to potem pripeljal do nekega tega izdelka, ki ga potem daš v roko. No in na eni točki mi je kao, wow, glej, socializacija je tisto, kar je tista tema, ki bi lahko povezala vse te interese skupaj. Seveda ta ideja ni padla pred zbiranjem avtorja, ampak se je nekaj časa že tlela in potem, ko se je nabralo dovolj teh elementov, da je bilo mogoče združiti to v objavo, se je pač to zgodilo. Je pa ideja stara, po mojem, vsaj 4 leta. Torej, gre seveda tudi za interdisciplinarni pristop, kar je seveda v današnji znanosti sila pomembno, ker znanosti so včasih bile strogo ločene med seboj. Tukaj je torej šlo res za sinergijo različnih znanosti. Je to tudi mogoče odraz tega, da se znanost približa tudi drugim, ali pač je to tudi ta drugi element, da ena znanost ne more brez druge znanosti? Jaz mislim, da oboje. Ampak jaz še nekaj pred tem govorim samo za sebe, seveda ne dopuščam možnost, da ima druge interpretacije. Moja naloga ni razvijati znanost, ampak je kot urednik sproducirati zadevo, ki bo zanimiva najširši možni publiki. Se pravi, v prvi vrsti je to odgovoriti na vprašanja, ki so z vidika publike relevantna. In če to od mene zahteva oblikovanje interdisciplinarne ekipe ali pa mednarodne ekipe,
potem izdelek boljši, potem si jaz dam za nalogo, da to seveda moram speljati. Najlepša hvala za enkrat. Sedaj pa dr. Aleš Maver. Vi torej predstavljate romanost Kristijanus, torej drobci o težavni socializaciji zgodnjih kristijanov v rimsko družbo. Kakšna je bila vaša začetna misel in potem, ko ste razvijali, ali je že to raziskovanje bilo prej? Ja, torej rojevanje tega članka ima dolgo parado. Jaz sem se z Andrejem že pogovarjala o ogrodju tega članka za lansko številko. Verjetno sem se lahko zato prepoznal v tistih, ki niso dvignili telefona v zadnjih fazah nastajanja lanske številke. No, potem smo pa nekako našla način, kako vendarle vključiti ta prispevek z dopolnitvami v to številko, ki se ukvarja s socializacijo in socialnimi formacijami. Seveda jaz se z tematiko položaja kristijanov v antični rimski družbi ukvarjam že dalj časa, zato se mi je zdela ta tema tudi privlačna, ker dejansko je po eni strani šlo pri zgodnjem krščanstvu za izrazito subkulturo rimske družbe, če ne celo kontrakulturo. Po drugi strani je bilo pa seveda izjemno težavno kristijanom vstopati v družbo, ki je bila zaznamovana z nekaterimi elementi, ki so bili zanje nesprejemljivi. Bistvena težava je bila, da je v bistvu celotno življenje rimskega državljana bilo prepleteno z vsebinami iz poganskega verskega kulta. To si danes težko predstavljamo, ko je v bistvu ne samo prevladala vsaj v zahodnoevropskem prostoru ideja ločitve cerkve od države, ampak vedno bolj prevladuje tudi ideja ločitve religije in družbe. To sta dva koncepta, ki sta bila za Rimljane popolnoma nesprejemljiva, oziroma ne samo nesprejemljiva, ampak si niso mogli predstavljati, da bi lahko bila družba ločena od nekih religioznih dejanj. In zanimivo je, da pravzaprav zgodnje krščanstvo je ravno tisto, ki potem v ta prostor vnese idejo, kaj pa če bi bila religija nekaj drugega kot družba, oziroma ali bi lahko obstajala družba, v kateri smo mi kristjani, pa nam ni treba recimo služiti v vojski in obenem darovati poganskim bogovom. Tako da je zanimivo, da pravzaprav ta ideja ločitve cerkve in države, pa religije in družbe, se na neki način v krščanstvo rodi ravno v teh zgodnjih stoletjih. Seveda pa bistveni problem je bil čisto na ravni vsakdanjega življenja, kjer se je kristjan, ki je svojo vero jemal resno, moral preprosto izmikati številnim družbenim obveznostim. Nekateri poklici niso prihajali v poštev, ni se mogel udeleževati recimo druženja s prijatelji, če je vedel, da bo to vključevalo nekatere elemente poganskega kulta. Seveda je treba takoj na tem mestu povedati, da je najbrž manjšina kristjanov tako resno jemala svojo vero, da so tudi na ravni vsakdanjega življenja to strogo upoštevali. Ker drugače ne bi bilo treba recimo znanemu zgodnemu teologu ali pa celo očetu latinske teologije Tertulianu že tam proti koncu 2. stoletja napisati spisa o javnih prireditvah, kjer kristjanom polaga na srce, da naj za Božjo voljo ne hodijo v cirkus na konjske dirke, naj ne hodijo na gladiatorske dirke, naj ne hodijo v gledališče, ker so to v bistvu oblike poganskega kulta, ki je sicer bil seveda v teh formah že popolnoma sekulariziran, ampak je pa vseeno imel korenine v poganskem kultu. No in če seveda noben kristjan ne bi hodil v amfiteater, pa v cirkus, pa v gledališče, potem tak spis ne bi potreben. Verjetno pa so kristjani pač jasno jemali dolžnosti, ki jih je nalagala vera, pač dokaj svobodno. No, drugi problem je pa potem nastal v 4. stoletju, ko pa naenkrat pride do preobrata, ki se ga še 20 leti pred tem nihče ni predstavljal. Ker 20 leti pred tem je nekako Evzebij iz Cezareje, oče cerkvene zgodovine, izražal misel, da nikoli ne bo situacija taka, da bi bil cesar kristjan, se pravi, da bi družba sprejela krščansko vero kot svojo religijo. Potem pa naenkrat
naenkrat s Konstantinom pride do tega preobrata in zdaj se znajdejo kristjani naenkrat v novem položaju, kako seveda si prisvojiti na nek način to rimsko dediščino, ki smo jo prej zavračali. V težkem položaju pa so tudi nekdanji pogani, seveda se jih veliko, tako kot ob vseh družbenih prelomih, obrne, kot se reče, po vetru in pač tako kot so prej sprejemali poganstvo kot normalen del družbe, sprejmejo zdaj krščanstvo, če vidijo, da je cesar kristjan, potem je že v redu biti kristjan. In seveda oboji se zdaj znajdejo v zagati. Tudi za poganske Rimljane je bila krščanska kultura, ta subkultura, popolnoma neznana. Tam neki XY, ki se je rodil v neki provinci Bogu za hrbtom v Palestini in predtem seveda ni pomenil nič in oni so poznali rimsko zgodovino v detajle o tej krščanski zgodovini, ki je vključevala judovske predmete, pa niso vedeli nič. In tu je dejansko nastal velik problem, kako se zdaj socializirati v to novo zgodbo. In zato nekako se mi je zdelo vendarle primerno, da ta prispevek je tudi v tem zborniku, poleg tega pa seveda 20 cikli s točkami za zametavati. Tako, najlepša hvala. Kaj pa članek? Kako je torej sodelovati in urednik in avtor članka nasploh in v tem primeru? To je težko vprašanje. Zato, ker bi... Nekaj lepega za povedati. Ja, bom skušal to z drugimi besedami. Problem je v tem, ne, da verjetno ni samo moj problem to, da bi, mislim, vsak ima načeloma mnenje o skoraj vsem, ne, in ko se ukvarjaš toliko z eno temo, recimo socializacijo, dobiš svoje mnenje, dobiš, tudi sam imaš glede na to, da si pač idejo v osnovi že skanaliziral v naslov zbornika. Se pravi, mora biti nekje nekaj na zalogi, kar bi lahko ti dodal. In seveda se moram potem velikokrat prav držati nazaj in ostati v vlogi urednika in ne posegati, oziroma ne se podvojiti v vlogi avtorja. To vedno ni mogoče. Sploh v tej zadnji številki se mi je zdelo, da moram nekaj dodati. Dodati zato, oziroma sam sem se v tem članku ukvarjal z tem, na kak način mladi oblikujejo svojo deviantnost v otroštvu in kaj so potem alternative, kdaj ta deviantnost postane delikventnost. Sam sem seveda, mislim, point tega je bil, da predstavim širši publiki kanal, po katerem se to zgodi, ampak ker sam razpolagam s podatki iz svojega raziskovalnega dela, to pa so cestni otroci, sem dal te primere zraven. Je pa članek zgrajen na ta način, da se ga da brati in teoretsko in empirično, se pravi kot neko razumevanje oziroma kot neko poročilo iz terena. In s tem sem se skušal navezati po eni strani na primere deviantnosti, o katerih piše kolegica iz Bosne in Hercegovine, po drugi strani pa na ostale prispevke, ki se tiče socializacije, še posebej na mlade v Sloveniji. Torej, tu sem se vseeno, nisem se mogel zadržati, pa sem se potem še med avtorje umestil. Še nekaj druga je, avtorje se trudim usmerjati. Ne na vsebinski ravni, ampak na ravni ravno te subjektivnosti in objektivnosti. Zakaj? Ker se velikokrat pojavi ta računica, da ko skuša dvigniti objektivnost, pade, bom rekel, sočnost pisanja. In jaz vseeno se mi zdi, kot urednik moram zagotoviti to, da bodo ljudje to brali. Najširša možna publika. In najširša možna publika ne uživa v suhoparnih povzetkih podatkov, strogih analitičnih interpretacijah, ampak pričakuje nekaj mesa, oziroma nekaj tiste sočnosti. Zato se trudim avtorjem povedati, bodite znanstveni, bodite zvesti svojim podatkom,
bodite zvesti znanstvenim interpretacijam, ampak imejte v misli tudi bralca, da bo vzel, ne vem, študenti, vem, da radi vzamejo nekaj v roke, preberejo, dajte prosim zagotoviti to, da bodo oni to misel potem nesli zraven na štuk in tam goreče debatirali naprej. Pa je še to mogoče možno, ker sama sem malce kakšno leto vedela tega in je to primanjkovalo, te resne študentske debate, tudi na štuku. Jaz mislim, da je mogoče. Je pa res, da vsak lahko prinese nekaj, pač kar on lahko prinese. In ta zbornik je v procesu razvoja, seveda to ni niti končni format, niti končna vsebina, niti ne, vsaka številka je nova, vsakič so novi avtorji zraven in nove ideje se razvijajo. In s tem pa seveda prihaja, da so ene teme bolj zanimive, apelirajo na neke druge ljudi, nove teme spet na neke druge ljudi, ne, in nisem pesimističen glede tega. Torej, da tudi mogoče začasna apatija študentov? Pa jaz bi rekel relociran interes, ne, tisto, kar mi vidimo kot apatijo, je lahko samo interes, ki je usmerjen v nekaj druga in moja naloga je, da sledim tistemu, kar bi bilo aktualno. Torej, subkulture 2013 v izidu oziroma nastajanju 14. številka. Kakšna je tam tematika? Kdo bodo avtorji? Ja, ideja za 14. številko je prav posebna in tudi nekaj let že v nastajanju. Moja ideja je, da bi predstavili, kako izgleda življenje otrok in mladostnikov zunaj tradicionalnih okvirov socializacije. Se pravi, veliko knjig je bilo napisanih potem o družini, o družinskih odnosih, o potrebah, pravicah, dolžnostih otroka znotraj tega okvirja. Ampak relativno malo je znanega tega o tem, kaj se dogaja z temi mlajšimi pripadniki naše družbe, ko enkrat izstopijo iz te zadeve po različnih ključih, recimo družina razpade, družina starši umre, otroci pristanejo v nekih čudnih kontekstih, ki so sega od zapuščenosti, se pravi, otroci živijo na cesti, pa do prisilnega dela v nekem narkokartelu v Venezueli, recimo. Ne. Se pravi, in lani se je zbrala ekipa 7 študentov, ki so se pač zorganizirali, da so in izrazili želja, da bi šli z mano v Afriko, delati z otroci, ki živijo na cesti. In ker so bili toliko zagnani, toliko motivirani, da so v resnici to speljali sami, vse sfinancirani, sem jih jaz potem povabil, sem rekel, gledajte, če nam uspe na nivoju, ki ga format subkulture zahteva, sproducirati prispevke, mislim, da bi to bila super prilika. Ampak pogojev je bilo seveda več. Ne gre za povzetke tega, kaj se je dogajalo, ampak za vaše analize oziroma za vaše ideje analizirane in oblikovane v prispevek. Torej, če nam to uspe, so pa seveda avtorji še iz mednarodnega prostora. Profesor Luis Aptekar iz Univerze v San Joseju je obljubil sodelovanje. Znanstveni sodelavec in raziskovalec iz Univerze v Zambiji, Jonathan Ndonga, je tudi citiran avtor, ne morete brati o cestnih otrocih, ne da bi naletili na njega, obljubil sodelovanje. Fred Bemak, zdaj trenutno dela na Haitiju, obljubil sodelovanje. Če se ta načrt izide, jaz mislim, da lahko pričakujem eno zelo dobro in upam, da tudi citirano številko. Tako da v bistvu zagnanost, ideja, delavnost, vse to je za subkulture številka 14. Sedaj še pa čisto tako vprašanje, kolikor mi je znano, ste tukaj že od samega začetka, od prve številke do danes, koliko ste dozoreli kot urednik, kot avtor člankov? Jaz mislim, da to morajo bralci povedati in sodelavci. Sodelavci predvsem lahko odgovorijo na vprašanje, koliko sem dozorel kot urednik, kot avtor pa seveda bralci. Bi pa povedal nekaj, ne, da delo, kot ga zdaj jemljem, je po eni strani bolj umirjeno, kot je bilo včasih. Ena dinamika dela se mi je oblikovala, mogoče se znam vedno boljše razpraviti, mogoče znam ljudi boljše izbirati. Se pravi, če primerjam subkulture, pri
na začetku in do zdaj je Andrej doživel eno transformacijo. Se pravi, kot urednik se čutim bolj odraslega, ne dokončno odraslega, ampak vidim, kje je točka, proti kateri bi se naj gibal. Okay. Za naslednje številke. Sedaj pa gospod dr. Aleš Maver, kaj pa vas tukaj pritegne? Sociologija, zgodovina, teologija, kakšni so tukaj, kje najdete skupno točko? Jaz mislim, da vse v tej